Danes v Pomurskem dnevniku. Pogajanje o prenovi plačnega sistema. Dan zdravja na otoku Ljubezni. Informacije o stanju prijav srednje šole. Regionalni razvoj. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo ploh. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na včerajšnji seji pogajalske komisije so se sestale vladna pogajalska skupina in pogajalske skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Srečanje pa so namenili pregledu poteka pogajanj. Med drugim so prišli do zaključka, da je treba intenzivirati pogajanja na stebrih. Tako imenovana inventura pogajanj po posameznih stebrih, pogled na to, kaj se bo dogajalo z usklajevanjem z inflacijo, ter ostala zahtevna vprašanja. Vse to so pregledali na včerajšnjem srečanju. Pomembno pri tem je izpostaviti, da so sindikati strani vlade dobili zagotovilo, da bo na stebrnih pogajanjih imela vladna stran vsaj nekaj manevrskega prostora, ki ga do zdaj ni imela. Zdaj smo stalno se vrteli v prazno, ker je vlada pač bila na poziciji tega, da mora biti vsaka korekcija nevtralna, kar pomeni, če nekje daš, nekaj moraš tudi druge vzeti, kar je bilo seveda nemogoče za sama pogajanja. Štrukelj dodaja, da verjame, da bo sedaj proces končno stekel. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je absolutno izpostavila, da si želi priti do konca teh pogajanj v roku, ki smo si ga zastavili, kar pa potrebuje voljo obeh strani. Govorili so tudi o zakonu o javnih uslužbencih, pri čemer se je pokazalo, da je ključna stvar predvsem odprava plačnih nesorazmerij po stebrih. Kar se tiče zakona, je zadeva dokaj daleč usklajena, kar se tiče krovnih vprašanj, pa smo nekako prišli do zaključka, da v tem trenutku pravzaprav nima smisla z njimi nadaljevati, dokler ni vsaj približno jasno, da bomo lahko se dogovorili, kar se tiče odprave nesorazmerij po posameznih stebrih. Kot še izpostavlja, zakon o javnih uslužbencih bi moral iti v obravnavo vzporedno s plačnim zakonom in ostalimi elementi plačnega sistema, kajti vsebine se prepletajo. Predlog zakona o javnih uslužbencih je v določeni meri povezan tudi z vsebinami, ki naj bi se po novem urejale v kolektivni pogodbi za državno upravo. Še posebej pa so izpostavili določbo o prisilnem upokojevanju, ki je kot prehodna določba vsebovana v predlogu zakona. Kot veste, smo sindikati podobne določbe že večkrat napadali tudi pred ustavnim sodiščem, ki je eno od tovrstnih določb v protikoronskem zakonu tudi razveljavilo, tako da pričakujemo, da bo vlada takšen predlog iz zakona tudi umaknila in se ne bo znašel v končni verziji. Tudi vodja vladne pogajalske skupine poudarja, da so prišli daleč, a soglasja na obeh stranih v prav vseh točkah pač ne more biti. Vlada tudi izpostavlja, da so ena točka pogajanja o plačnih nesorazmerij znotraj plačnih stebrov, da pa sindikati gledajo čez mejo stebrov in se ukvarjajo s tem, kaj bo dobila ena skupina v primerjavi z drugo. Jaz seveda lahko razumem sindikate, da želi vsak sindikat znotraj svojih skupin izpasti ven zmagovalec. Je pa seveda težava, če se ta zmaga šteje predvsem v kontekstu, koliko rasti bo ali pa koliko plačnih razredov bo dobila ena skupina v primerjavi z drugo. Tako da to ocenjujem kot v resnici glavno oviro v naslednjih tednih, da pridemo do dogovora. V nedeljo je v Ižakovcih potekal dogodek, ki je vse prisotne spodbujal k izbiri zdravega načina življenja. Naslovili so ga Dan zdravja na otoku Ljubezni, potekal pa je pod okriljem občine Beltinci in Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. Kopica zdravih informacij, aktivnosti in posebne ponudbe. Skratka, paket vsega tistega, kar spodbuja k osveščanju o pomenu zdravja in zdravih izbir v lokalnem okolju. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Beltinci, ki je prisegel na pozitivno energijo. In potem s to dobro pozitivno energijo obdajali bližnje in s tem dejansko nekako obogatili tudi družbo. In verjamem, da je torej današnji dogodek eden izmed tistih prvih znanilcev tega, da je potrebno začeti razmišljati in pa tudi predvsem živeti malce drugače, torej z naravo in pa v naravi in
Glede na to, koliko se vas je danes zbralo, ni bojazni, da ne bi peljali našo družbo v pravo smer. Čudovit ambient je privabil množico ljudi, ki je uživala v toplem vremenu, zabavne trenutke pa je združila tudi s poučnimi vsebinami. Prisotna je namreč nagovorila slavnostna govornica Edith Žižek-Sapač. Pri varovanju in ohranjanju zdravja ljudi imamo pomembno vlogo izvajalci zdravstvenega varstva, ki smo odločilni pri krepitvi zdravstvenega sistema in ključni za doseganje cilja univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse. Vsak mesec v letu 2024 je namenjen temi, ki jo je potrebno izpostaviti z namenom zmanjšanja neenakosti. Ene od teh tem so varovanje otrok, cepljenje pred nalezljivimi boleznimi, različni presajalni programi, gibanje. Pandemija COVID-19 je močno omejila gibalne možnosti otrok, kar povečuje tveganje za debelost in zmanjšane gibalno učinkovitost. Za zagotavljanje zdrave prihodnosti otrok jim omogočimo več gibalnih dejavnosti, tako v šoli kot v prostem času. Vse torej v pomenu ohranjanja zdravja. Ni pa to bilo vse, kajti pripravljen je bil tudi kulturni program. Prav tako pa so se predstavile različne organizacije in ponudniki, ki zdravje postavljajo na prvo mesto. Dogodek pa je bil tudi odlična priložnost za kulinarično razvajanje. Obiskovalce so tako v lepši dan pospremile mnoge aktivnosti, a tudi sklepne besede beltinškega župana. Začnimo najprej pri sebi živeti, torej boljše, lepše, umirjeno bolj in pa seveda predvsem torej tako, da bomo takrat in danes dejansko nekako spodbujali eden drugega k temu, da smo na pravi poti v to, da bomo boljša družba in da bomo tudi bolj zdrava družba. Rok za vpis novincev v srednje šole je bil 2. april. Do takrat pa se je na več kot 26.000 razpisanih prostih mest prijavilo 22.976 kandidatov. Za katere šole v Pomurju je bilo zanimanje največje. Na dvojezični srednji šoli Lendava je bilo največ zanimanja za programe frizer, kjer je predvideno število prostih mest za novince 16. Prijavilo pa se jih je 21. Sledi program predšolska vzgoja, ki predvideva 16 vpisnih mest. Prijavljenih je 20 kandidatov. Ter strojni tehnik s prav tako razpisanimi 16 mesti in 18 interesenti. Ekonomska šola Murska Sobota je tudi precejšnji predmet zanimanja. Program Ekonomska gimnazija ima na voljo 28 mest. Prijavljenih je 41 kandidatov. Športni oddelek ima na voljo 18 mest, prijav pa je bilo 26. Na programu Ekonomski tehnik so razpisali 28 mest. Prijavljenih je bilo 40 kandidatov. Nekaj več zanimanja, kot pa je predvidenih mest za bruce, pa je tudi na gimnaziji Murska Sobota, in to v športni gimnaziji. Na razpisanih 18 mest je prispelo 25 prijav. Precejšnje zanimanje vlada tudi za srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota. Na programu Avtoserviser so razpisali 26 mest. Prijavilo se je 37 kandidatov. Na programu Mizar je na voljo 26 mest, prijav pa je 29. Tudi program Kozmetični tehnik na srednji zdravstveni šoli Murska Sobota je zanimiv za mlade, kajti na 28 mest, kot jih je bilo razpisanih, se je prijavilo 29 bodočih dijakov. Vsi kandidati imajo, kot sporočajo z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, do 23. aprila do 15. ure možnost, da prenesejo prijavo na drugo šolo ali v drug program. V Sloveniji gredo prizadevanja v smer, da se zmanjšajo razvojne razlike med regijami in to tudi s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. Kaj je z vstopom v Evropsko unijo pridobila Slovenija? Kaj naša regija? Kakšen je pomen regionalnih razvojnih programov? Kako poteka načrtovanje? Kaj vse je potrebno za nadaljnji razvoj in še več v tokratni oddaji Trendi kohezije, kjer smo se o regionalnem razvoju pogovarjali z direktorjem Razvojnega centra Murska Sobota Bojanom Karom. Omeniva lahko še to, da kohezijska politika močno naslavlja tudi izzive na področju turizma in kulture. Na vsezadnje govorimo o tem,
kako kulturno dediščino ponuditi kot produkt, ne? In to je zelo močna točka na področju regionalnega razvoja. Se strinjava, ne? Se strinjava. Zdaj, kultura je seveda lahko nosilec zelo pomembnih tudi turističnih vsebin. Je pa res, da neki izziv, katerega mi smo opredelili in ga tudi želeli v prihodnosti ustrezno nasloviti, je seveda povezovanje in turističnih in kulturnih vsebin v naši regiji. Pa ne samo povezovanje, ampak prav nekako smotrno in racionalno upravljanje z temi projekti regije. Korenine družinskega podjetja Kurnus segajo v leto 1992. V tem času pa so zrasli v obrat za vzgojo sadik zelenjadnic. Sadike predelujejo na 3 hektarjih, letno pa jih prodajo več kot 15 milijonov. V sklopu projekta Zdravje v naših rokah na televiziji Ideja pripravljamo tudi 60-sekundne filme. Tokrat torej o podjetju Kurnus, ki je prodajo svojih pridelkov razširilo tudi izven meja države. Kurnus je podjetje, katero je bilo ustanovljeno leta 1992 z namenom preizkušanja sortimenta zelenjadnic, začimnic in dišavnic. Iz tega smo pozneje iz leta v leto seveda prerasli v obrat za vzgojo sadik zelenjadnic. Sadike pridelujemo na 3 hektarjih površin, pomeni, da v Sloveniji dejansko je z našimi sadikami zasajeno preko 400 hektarjev, katere dejansko oskrbujemo z sodobnimi pristopi, dosvetljevanje, avtomatsko dognojevanje, oroševanje, zalivanje. Vodo imamo iz lastnih virov. Zelo vesel sem in pa ponosen, da še vseeno imamo v Sloveniji v okviru Kmetijskega inštituta en oddelek, kateri skrbi za ohranjanje teh domačih sort. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta. Današnji dan je bil oblačen, vetroven in deževen. V Murski Soboti smo opoldne namerili 8 stopinj, Lendavi in Radencih 7, v Krajinskem parku Goričko pa 6 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo oslabela, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4. V alpskih dolinah okoli -2, ob morju 7 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 1 do 2. Podnevi od 14 do 15 stopinj. V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine. V petek bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 4, čez dan od 14 do 15 stopinj Celzija. To bi bilo vse za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.